Kje pa misliš, da bi pa danes pustil izpit? Čist na začetku. Ali pa zelo blizu začetka, no? Sva bila v tem rondovu. Ja? To sva bila mi dva. Ti greš ven, ta gre pa naravno. Ja. Prije do prometa. Bam. Ne bi prišel do začenja, ker sem ga gledal. Pa bi se pa ustavil v krožišču. Je res? Ja. No, to je pa tudi prepovedano. Ker na izpitu, če to naredimo, kar sva mi dva Ja, zdaj naredila, ja, sva se pač strinjam. brz izbita. A ni tle črtica za oba? Ja. Ne, ni. Kaj grem pogledat? Ne, res? Greva obrniti. Ajde, greva še enkrat. Obrnva, greva nazaj. Za žale bi se mogla Mija razvrstiti na zonani pas in v nadaljevanju odpeljati ven. Gospod Miha, zdaj poznam te, ko greva prav. Ja, se strinjam. Ampak le je res problem, ker Je non-stop problem. full avti prehajajo. Popolnoma. In včasih sploh ne moreš zamenjati, ne da se ne bi ustavil, kar se pa ne smeš. Ampak pol je nesmiselno, da je, Bravo. da je dvopasovnica Se narejena. ven, popolnoma strinjam. To je infrastrukturni problem, a ne? ne? Ja, isti problem, popolnoma isto križišče je pa tole. Tle se bo pa šlo po levem pasu, desno, ne? Ja. In v bistvu Pravilno. bi mogel biti tam, za moje pojme, bi mogel biti tam tudi zidek, ne? Pa bi se Pa to bi bila vozil, stvar ne? rešena. Pa ben iz desnega pasu ne Ne bi bi šel šel naravnost, pa bi bilo Manj. tedensko vsaka nesreča manj, ne? Če bi podprli idejo, da bi ta sporna krožišča na novo porisali, vas vabimo k anketi na MMC-ju. A v resnici je bila tokratna obuditvena izpitna vožnja zgolj en majhen delček precej večjega raziskovalnega dela, ki ga opravljamo skupaj z Zavarovalnico Triglav. Naš cilj je res, da merimo in opazujemo, ali smo uspeli nagovoriti voznika tako, da je spremenil vozniško vedenje na bolje, ne? Da je sprejel boljšo odločitev, ali je spustil nogo s plina, ko je vstopil v naselje, ali je počakal pred železniško progo, da se je prepričal, če vlak prihaja, ali je na nepreglednem cestnem odseku počakal, ker ga je naš sistem opozoril, da morda s prednostne ceste prihaja nekdo, ali je uspel obdržati varnostno razdaljo, kljub temu, da za njim nekdo khupa in ga priganja, ali je vseeno dal roke na volan 15:3, kljub temu, da je seveda obstaja en kup bolj ležernih in udobnih poz. Skratka, želimo meriti, če smo ga uspešno nagovorili. Če ga nagovorimo uspešno, ta nagovor razvijemo in vedno ugotavljamo, kako lahko nagovorimo še tiste voznike, ki jih nek nagovor, ki jih nek ukrep ni nagovoril.